Stari, hune si tak avto kupim, če ne moram pa ljubice tukaj čez ta greben šlatat za mno. Tako bom začel. V zadnjem času, dajmo reči kar v celotnem letu 2020, sem imel kupenih testnih avtomobilov, ampak nad redko katerim avtomobilom ste se pa... Ne vem, kako naj to rečem. Redko kater avto je izzval toliko enih deljen vsebine, toliko enih komentarjev, toliko replajev, toliko odgovorov in vprašanj, kot avto, ki ti ga bom pokazal kmalu. Pa preden ti ga pokažem, tamle za telefonom je parkiran, a veš, kje so bili pa ostali, ki so izzvali največ enega zanimanja? BMW M8 je bil že en tak, pa Toyota GR Yaris, Golf, ta je bil pomemben in to je počasi to. Pol je prišel pa na vrsto tale in ko sem objavil par storijev na Instagramu, ste čisto ponoreli. Vse na en način vas razumem, ker je zelo impozanten. Jaz sicer moram priznati, in to čisto iskreno povem, da ne dogaja mi toliko ta avto. Ga pa po drugi strani občudujem in to zelo. Ravno zato, ker zna različne avtomobilske koncepte križati na način, da se ne znam razlažiti. Po mojem najbolj, že ti ga pokažem, pa gremo od tam naprej. Ajde. Mercedes GLE Coupe. Zelo je impozanten in na Instagramu sem recimo povedal tudi, da zna v blad pripeljati in kupene elegance. Kakor verjetno veš, je, kar se same tehnične zasnove tiče, GLE Coupe zelo podoben GLE-ju. V bistvu gre za njegovo kupejevsko izvedenko. Zdaj, a je to čistokrvni kupe ali ne, po mojem ni treba posebej razlagati, ker pač preprosto ni. Čistokrvni kupeji imajo en par vrat, sploh pa niso dvignjeni. Ampak gre za koncept, ki se je v zadnjem času zelo lepo prijel. V tem prestižnem segmentu dobro vemo, kdo ga je vpeljal. BMW leta kdaj? 2.5, 2.6 z X6. In ker je sama karoserija tako nabuhla, ogromna, izrazita, gabaritsko, nadpovprečna, kolesa recimo sploh ne izgledajo tako ogromna, kolikor v resnici so. A ti pokažem mere? Jaz recimo moram priznati, da se ne spomnim, kdaj nazadnje sem vozil avto z zadnjimi gumami, ki so imele mere 325, pa potem nizko presečne 35 in valjda tukaj še 22. Pa dajmo za foro začeti tam, kjer ponovadi zaključimo sceno. A prav, ker to je tisto vprašanje, ki ga ponovadi najprej dobim, ker je dosti logično. Vsak takoj začuti, da gre za veliko denarja. Tudi res je to. Čisto osnoven GLE Coupe se mi zdi, da stane tam okoli 83 jurjev, mogoče kakšen evro več. Tale, s katerim se vozim pa jaz, je pa, poglej, to, kar vidiš, je seznam dodatne opreme. To se pravi, govorimo o enem, dveh, pa še četrt listov dodatkov in na koncu cena nanese na 135.017,34 evra. Med dražjimi dodatki sta recimo klimatizirana sprednja sedeža. Mimogrede, sedeži v tem avtomobilu. Saj jaz vem, da dostikrat sedeže hvalim, ne morem pomagati. To je zame eden najbolj pomembnih delov avtomobila, da se ti v njem dobro počutiš. Paket voznih asistentov 2.300. Mimogrede, avto je tehnološko izjemno napreden, zelo pameten. Tukaj mu ne moreš očitati niti ene stvari. Pol je pa še kakšen dodatek, ki bi ga z lahkoto pogrešal. Eden izmed njih je, in to bo mogoče marsikoga zabolel, ne, ampak recimo AMG paket 3.300. A veš, jaz sem bolj old school. Jaz si mislim, da veliki, razmeroma elegantni avtomobili ne potrebujejo dodane športnosti, ker so sami po sebi namenjeni povsem nečem drugem, razen če ne kupiš dejansko AMG-ja. Jaz pa že vidim, da sem master, ker če bi jaz kupoval, bi vsem zbral kakšno colo manjše felte pa debelejše gume. Ne? Treba pa priznati nekaj drugega. In rad bi se naslonil na to, kaj so o njem povedali pri AMZS Motor Reviji. A veš, Jure je bil ta tič, ki je rekel, da ta avto ponuja udobje limuzine, pospeške športnika pa šarm kupeja. Veš, ni mi najlažje tega priznati, ampak moram reči, da ima dec. Prav. Čeprav ni ta prav kupe, čeprav ni limuzina, športnik pa konc koncev, kljub temu, da ima velika kolesa pa AMG paket znotraj in zunaj, tudi ne. Pa še ena stvar bi rad naslovil, se mi zdi dosti pomembna in tukaj se bom postavil absolutno v bran temu avtomobilu. Marsikoga sem že srečal, ki pravi, pa dobro, kdo to kup? Če vidiš, da ima tako streho, pa to se ni nič kufra noter. Jaz se pa sam zasmejim, pa si rečem, pa si kdaj že odprl zadnji, pa pogledal, koliko je prtljažnika. Seveda se to ponovadi skoraj nikoli ne zgodi in ljudje malo na pamet govorijo, ne. Pa odpreš, pa zagledaš tole. A veš, stari kaplaca, tukaj noter je nov švarjev za dobrih 650 litrov. Dostop, vidiš kakšen je? Odličen. Prtljažnik je lepo obdelan. Klop, vidiš v kakšnem razmerju se podre, predvsem pa dvojen dno.
Vidiš, koliko prostora, tukaj pa zdaj še ena fora. Si opazil tole palčko, te zadeve ponovadi najdeš pri avtomobilih spredi pri havbi, tisti, ki nimajo hidravlika, ki bi pomagala tale, jo pa tako nastaviš, pa imaš potem prost dostop do dvojnega dna, kjer je res komatenih litrov in potem lažje nakladaš oziroma jemlješ ven. A neko so ene stvari včasih lahko simpel. Fajn. Ok. Toliko o kufru. Je pa res, da če ne rabiš nekih hudih prostorskih kompromisov sklepati, ki pride do prtljažnika, je pa v drugi vrsti tako, da ajde, tam do 180, pa se pa to, da streha pade, začne malo poznati. To je pa res. Za noge, ostale reči pa prostora kakor češ. In zdaj, če smo že v kabini, bomo vrgli še na armaturno ploščo. To že dobro poznamo iz GLA pa še skje. In ravno to je tisti del, nad katerim se ponovadi na Instagramu oziroma kjerkoli postam kakšne fotke najbolj palite. Pa to govorim pozitivno in negativno. Nekdo je napisal, pa dobro, kvaj ta skate tam spredi. Pa sem rekel, kakšen skate? Pa del spravi digitalna instrumentna plošča, pa zaslon umestnika, da vse skupaj izgleda, kaj je ena velika dila. Evo. To je to kraljestvo razkošja in mislim, da si to znako ta kabina zagotovo zasluži. In ker rečem kraljestvo razkošja, imam tukaj v mislih celotno izkušnjo. Od sedežev do načina upravljanja, ker Mercedes tukaj še vedno zagovarja neke vrste klasičen pristop, uporaba običajnih gumbov z digitalizacijo v polnem pomenu besede, tudi s pomočjo zaslona občutljivega na dotik. Pa malo bom zdaj dosadan, ker bom spet začel omenjati detajle, ker tako ali pa drugače tudi speljajo pozornost nase. Eno je recimo ambientalna svetloba, ki se vleče čez celotno kabino, tudi sem do zadaj seže, vidiš, v tem trenutku je naštimano navijočno, ker je tako zbrala moja hčerka. Mimogrede, uspeli so jo namontirati tudi okrog telih držal, ki ne bi prav prišla, ne vem čisto točno kdaj. Nekdo je na Instagramu napisal, stari, huj si tak avto kupim, če ne moram pa ljubice tukaj čez ta greben šlatati za nogo. Glavno, te ročaje bi veš, kje lahko prav prišli. Med vožnjo po terenu, s katero vemo, da se ta avto ne bo prav pogosto srečal, je pa seksi tole, da je tudi tukaj okrog let pas. No, potem je pa tukaj še en valček, na katerega bi rad opozoril, povezan je predvsem z uravnavanjem višine podvozja oziroma nastavitvam vzmetenja. Vzmetenje je valjda zračno, ker pride prav predvsem takrat, ki je treba poudarjati udobje. Voznik se pa neodvisno od programov, ki so vklopljeni, šport in komfort in tako naprej, tudi sam lahko odloči, a bo avto dvignil ali spuščen. Zdaj bom jaz tako nastavil kamero, da bom avto spustil pa dvignil, pa bom dal na fast forward, da boš približno videl, kakšna je razlika. V tem trenutku GLA Coupe recimo spuščen do svoje najnižje nastavitve, zdaj ga bom pa dvignil, pa potem nazaj spustil. Ej, a je kar razlika, ne? Mu bolj paše, če je spuščeno podno. Čeprav, to je treba priznati, tudi šminkerski avto z velike elegance je še vedno opremljen tudi zelo zmogljivim štirikolesnim pogonom. Tako da, če bi se kdo res lotil, moram priznati, da bi znal tudi delač prelest. Zdaj ga pa nazaj dal spustil. 3-4 zdaj. No in zdaj, če smo se že dotaknili podvozja, je prav, da povem tudi, kako se pelje. Je res, da smo na dirkališču, ampak ga tukaj okrog teh ovinkov gnal ne bom. Lahko bi ga, tudi svojo maso še kar dobro prenaša iz ovinka v ovink, ampak jaz bi tudi poudaril drugo plat. A veš, 3-litrski dizel s skupno močjo 330 konjev ta avto spremeni v vrhunski potovalnik. Konec koncev, ta motor je sposoben vsa 4 kolesa, mislim, da že pri 1700 vrtljajih vršiti kar 700 Nm navora. In tole 2 tone 300 težko mrcino uspe od 0 do 100 poriniti v 5,7 sekunde. In kljub vsem tem silnim številkam, ki sem jih zdaj navrgel, moram priznati, da sem bil nad porabo pravzaprav zelo zadovoljen. Zato, ker je bila med 8,5 pa 9,5 litrov na 100 km. Če se ti do avta lepo obnašaš, če ga ne izkoriščaš oziroma izrabljaš v namene, da boš čim pogosteje čutil pospeške, pa poraba ostaja zmerna, ker 2,3 tone premikati sem pa kene. Sploh v pretežno urbanih okoljih, kjer pa tudi moram priznati, da se avto odlično počuti, dokler so ceste široke. Ker kljub temu, da je preglednost, ne glede na karoserijsko zasnovo, še kar dobra, se na ozkih mestnih ulicah ali pa v kakšnih garažnih hišah vsem ne počuti najbolj. Predvsem naprej mogoče malo slabše vidiš oziroma je težji natančno plasirati avto. Pa zdaj sem se še na eno stvar spomnil, ki je Jure napisal v testu in se mi zdi vrhunsko, obenem pa zelo dobro opiše njegovo ceno. Je napisal, visoka cena, 135 jurjev, je del ekskluzivnosti tega vozila in ne zahteva racionalnega pojasnila. S tem se absolutno strinjam. Me je pa zančen prijatelj vprašal, je rekel, Ciril, poslušaj, če bi moral izpostaviti eno ali pa 2 stvari, ki ste te pri GLA Coupeju najbolj navdušile. Pa sem začel razmišljati, a je to mogoče oblika,
niti ne. Vozne lastnosti, kaj pa vem. Mislim, če gledaš udobje, ja, če pa gledaš športnost v tem segmentu, ki tudi ni nek zanemarljiv dejavnik, potem moram priznati, da sta X6 pa recimo Porsche Cayenne vsem v rahli prednosti, predvsem, ko pride do malo zvijanja karoserije, nagibanja, kako lepo se volan pogovarja z voznikom in tako naprej. V glavnem dve stvari, ki sta mene najbolj navdušile. Ja, lej, moram priznati, da jaz vedno znova padem na Mercedesov dizajn v kabini in tega niti ne skrivam. Pač sedem mi, kako se je Mercedes lotil svojih notranjosti in ta tempo drži še naprej. Druga reč pa to, kar se skriva pod celim pokrovom z dvema seksi gubama. Motor oziroma celoten pogonski sklop, 3-litrski dizel združen z 9-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Ta sodelovanje je stvar užitka, ko se enkrat voziš, zato ker je pretikanje praktično nezaznavno, če želiš tudi dovolj hitro. Pogon se zelo spretno prenaša na vsako od koles posebej, tudi takrat, ko od njega zahtevaš največ. Skratka, pogonski sklop, no, nad tem sem navdušen najbolj, se mi zdi. In to je to. A smo kaj pozabili? Verjetno. Sem nikoli vsega ne povem. Folk, lepo se majte. Ajde.